Za nami še en fantastičen festival. Naj predstavim nocojšnje sogovornike. Z nami so direktorica Auditorija Portorož Dragica Petrovič, generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc, predstojnica Urada za družbene dejavnosti občine Piran Lada Tancer in umetniški vodja festivala Slavko Ivančič, zmagovalka festivala Lea Sirk in pa seveda prejemniki nagrade strokovne žirije Manca Špik, ki se nam bo še upam pridružila kmalu, Manca Špik je dobila nagrado za izvedbo, Lea Sirk nagrado za glasbo, Bogdan nagrado za besedilo in pa nagrado za obetavnega izvajalca oziroma avtorja skupina Proteus. Tako, nacionalna radiotelevizija Slovenija je že vrsto let soorganizator festivala Melodije morja in sonca. Glasbena umetnost je nepogrešljiv del programa nacionalne televizije in pa tudi radija. Festivali, kot je naš, so priljubljeni. Kaj boste dejali, gospod Kadunc? Jaz mislim, da publika, ki se zbere v auditoriju, vse pove. Imeti tako čudovito publiko, razprodan auditorij, mislim, da je to obveza tudi za nas, ki lahko to ponesemo še v domove in upam, da se lahko tako sodelovanje nadaljuje tudi naprej. Hvala lepa. Današnja gostiteljica, direktorica Auditorija Portorož Dragica Petrovič. Festival je za našo hišo izjemno pomemben in velik projekt. Dober večer, buonasera. To je ogromen projekt. Vemo, da sta dva tako velika festivala v Sloveniji. Za tako tradicijo dolgoletno obisk je bil res izjemen. Moram se zahvaliti celotni ekipi Auditorija Portorož, ker je to res ogromen zalogaj za hišo. Zahvaliti seveda RTV Slovenija, ki spremlja festival kot partner občini Piran, kolegom in seveda izvajalcem za izjemen prispevek, kvaliteten in seveda nazadnje občinstvu pred TV sprejemniki in seveda vsem, ki so prišli v auditorij. Hvala lepa, direktorica. Lada Tancer, predstojnica Urada za družbene dejavnosti, prav tako za občine Piran je to pomemben projekt in veseli smo tako dobrega obiska tudi kot turistična občina. Najprej en lep dober večer sem prisotnim. Želela bi najprej čestitati vsem, prav vsem izvajalcem, ki so danes nastopili na našem odru, kajti izmed tako številčnih prijav pomeni, da smo res izbrali najbolje, kar lahko izberemo. Torej, iskrene čestitke vsi izvajalci, posebne čestitke pa seveda zmagovalni pesmi in vsem dobitnikom nagrad strokovne žirije. Res je, za občino Piran je to velik dogodek. Ponosni smo na to blagovno znamko, da smo jo zaščitili in toliko let tudi vztrajno skupaj z Auditorijem Portorož in trenutno oziroma že kar veliko let z RTV Slovenija tudi pripravljamo. Verjamem, da bo tako tudi naprej in da se boste izvajalci kot tudi gledalci v auditoriju in pred televizijskimi ekrani počutili tako dobro, mediteransko in sproščeno, kot mi vsi tukaj danes v auditoriju pripovedujejo. Hvala. Slavko Ivančič, močno si zamišljen, Slavko. Kakšno oceno bi dal nocojšnjemu festivalu, ki je za nami? Takoj ti dam odgovor. To je bilo 2004, če se ne motim. Portorož 2018. To je bilo 1905. Lep dober večer vsem skupaj. Jaz sem ponosen. Strašno sem ponosen to, kar nam se dogaja zadnje čase in gremo naprej. Definitivno se vidi, da razmišljamo in občina in vlada, o televiziji, radiju, da ne govorim. Ekipa smo fantastična in ta ekipa se ne bo menjala. Upam, da ne. To ti, Igor, takoj ti povem, ne?
delamo naprej in naslednje leto in auditorij absolutno, ker auditorij je pa moj dom. To je moj dom in tukaj sem jaz doma. Glasba, recimo primer, evo, zmagovalke. Danes moramo razmišljati tako, da gremo malo naprej. Ti fantje, imajo nekakšno ime, ti 4 fantje s tabo na stage-u? Mislim, vsak ima svoje ime, ja. Ja, mislim, kot skupina. Ne, kot skupina ne. Prekrasno, naštudirano, vse, tudi tako, da bojo rekli kot umetniško, ne, tudi klape so dobre, ampak moramo iti naprej, tukaj lepo samo, da povemo, kje smo doma, na morju, na Mediteranu, ampak življenje gre naprej. Evo, tukaj nam je Lea že napovedala zadeve, kako je treba razmišljati. Čestitke tudi Manci, Bogdanu, bendu, odlično, vse super in pričakujem vas brez zamere, karkoli, tudi naslednje leto, itak komisije, to ni mučke in mučke ne bo, ne, zdaj, slučajno ali ne, bi rekel. Ne, pusti. Hočem reči, da samo na kratko vam povem, Melodija morja in sonca, začetek, pa se pojavi Danilo Kosjančič, 1, 2, 3, 4, pa malček pauze, pa 5, pa 6, pa nekoliko zmagovalnih skladb, ampak krasno in vsi nekaj pravijo, kaj to je neka mučka, bla, 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 to ono, ne, in zdaj se spet dogaja, ampak zdaj pa nimamo več, žal, ne vem koga, kaj, da bi rekli ga mučka, ampak evo, zdaj slučajno imamo Leo Sirk. Ne slučajno. Ta je naša. Tako, hvala lepa in naslednje leto vas želim videti še več. Tukaj, po festivalu. Nikakor ne slučajno, ampak močno zasluženo. Lea Sirk, izvolite, vaša beseda. Koliko časa imam? Kolikor želite. Ne, hecam se. Najprej hvala vsem, ki se jim ne morem še zahvaliti, ker jih pač niso, mogoče še že domov. In vam, novinarjem, letos smo se kar nekaj srečevali. Kaj imam novega zapovedati, bolj malo, ker se še nisem ustavila in že vidim pred sabo to nedeljo jutrišnjo. Vesela sem, da se da na tem odru auditorija narediti prav tako dobro točko, sedaj na polno, to se mi zdi najbolj pomembno, da vemo, da kadar predstavljamo svoje komade, moramo stati za tem, kar delamo in da imamo vsebino in da nikoli ne stopimo na oder brez vsebine. In moja vsebina je bila tokrat zelo vsakdanja. Vsi se srečujemo s tem, da smo obsedeni s telefoni, da imamo preveč svojih profilov. Želimo prodajati enega, mogoče v resnici smo nek drugi profil. Jaz želim, da se združimo s tistim glavnim, kar je naše srce in tudi z moje strani iskrene čestitke vsem nagrajencem in tistim, ki niso mogoče nič prijeli. Jaz sem itak do leta 2018 bila vedno poraženka. Tako da to, da sem danes tukaj in da prejemam drugo veliko nagrado to leto, pomeni, da se ne sme obupati, če veste, kaj delate in zakaj delate. Ker vem, da me boste to vsi vprašali, ker ste me že zdaj 3, do zdaj po poti, da je to moje leto. Smo šele julija, tako da ne vem, kaj me pol še čaka do decembra, ampak definitivno izdaja albuma. Z bendom sem na eni mini turneji, hvala ne. To ne pomeni, da niste vabljeni, ampak hvala ja, vabljeni ste. In da se bo izdalo še nekaj komadov, ki so taki drugačni in vsi z isto vsebino, da se najdemo in da se imamo radi. Hvala lepa, Lei. Predlagam, da gremo po vrsti. Skupina Proteus, izvolite, kaj nam boste povedali po koncu nastopa? Ja, mi smo presenečeni, mi smo novi in nismo niti še CD-ja izdali, zdaj ga izdajamo, tako da smo čisto novi tudi v tem, kako sploh CD izdati. Nam je ta nagrada izjemno pomembna, ker nam je tako pokadena potrditev, da gremo pravo svojo. In bomo tudi tako nadaljevali, poslušali svoje srca, tudi to, da ostajamo zvesti nekam svoji niški. In ja, upam, da nas boste še tako sprejeli, kot ste nas danes in da se še vidimo. Nam je bilo super.
Dobro, zavrnej. Bogdan, prosim. Ja, dobro večer. Ja, nič, jaz sem zadovoljen, sem dobil nagrado za tekst. Priznam, da sem hotel zmagati veliko nagrado, zato da bi še enkrat zapel komad, kar mi toliko pomeni. Sem pa tudi tako zadovoljen, tako da to je to. Hvala. Čestitke bi se dobro tudi vam. Manca Špik, prosim. Dober večer, sem zbranim. Meni je to, kot da bi zmagala, moja osebna zmaga za izvedbo. Pesem, kjer pomalo poljubi morje, je res lepa, čutna, sentimentalna in zelo globoka in vesela sem, da je strokovna komisija opazila, da sem se prilila skupaj z njo in se pravim, to mi je res največja pohvala in da je tudi občinstvo na televotingu sprejelo mojo skladbo z največ možnimi glasovi oziroma z 12 točkami. To pomeni, da delamo naprej, gremo naprej in kot se je Slavko prej pohecel, mogoče se vidimo drugo leto, že 7. Jaz sem namreč leto že 6. tu in vsakemu povem, da rabim sem in tja MMS, rabim auditorij, da si napilam dušo in nekako Slavko postaja auditorij tudi moj drugi dom. Tako kot tvoj. In res hvala za lepo prireditev organizatorjem in vsem glasbenim prijateljem. Jaz upam, da smo pripravljeni lep večer, zanimiv, z dušo, s primorsko dušo in z dušo iz drugih koncev Slovenije. Naj živi MMS še naprej in veselim se. Sigurno bom še kdaj nastopila, se prijavila in to je moja osebna zmaga res. Hvala strokovni komisiji. Lep večer vsem naprej. Izvolite beseda sedaj vam, vaše vprašanja. Ja, ne, še noč vprašam, budem na 4 oči. Ne. Zdaj ali nič. Zdaj ali nikoli. Dober večer, lep pozdrav vsem skupaj. Ja, vsi ste vse pohvalili, temu se pridružujemo, verjetno tudi mi, novinarji, ampak moram reči, da sem nocoj na odru prvi slišal tudi o avtorju besedila Melodije morja in sonca, Berto Rodoško, ki je to pred več kot 40 leti zasnoval v sobi hotela Piran. Ta človek se je zelo trudil, niti mu niso hoteli potrditi, morda en aplavz, res, zdaj z nami. Zelo se trudil, ni mu niti uspelo registrirati te melodije. No, to je potem upravila občina Piran, če se ne motim. Tako da je to registrirano. Hvalili ne bomo, ampak ker ste že vi vsi pohvalili in res lahko rečemo, da verjetno se strinjajo kolegi z mano, da je bilo pa letos vse super. Zdaj pa še ena stvar, zelo pohvalno lahko rečem, kot verjetno najstarejši novinar tukaj, da sem prvič slišal tudi eno lepo pesem o ljubezni do morja, kar se tiče melodij, morja in sonca in ne tako naprej. Hvala. Še kakšno vprašanje, pohvala, graja, kritika? Tega ne maram preveč, ampak konstruktivnih pa ja. Hvala lepa, da ste si vzeli čas še po tem nedvomno nepozabnem glasbenem večeru. Naj vas še povabim pred sklepnim druženjem, potem še v Šteriju Portorožu, da si pogledate to čudovito razstavo, ki je okrog nas postavljena v Avli. Gre za pregledno razstavo o prvi izvedbi, oziroma od prve izvedbe festivala Melodije morja in sonca do danes, kar 40 let je zaobjeto v teh nekaj štefelajih, ampak lahko si predstavljate, študenti turistike pod vodstvom mentorja Tomija Brezovca so opravili zelo lepo delo in toliko iz naše strani. Še enkrat prisrčno hvala in lepo se imejte vsi skupaj še naprej. Lahko noč.